Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. In s tvojim duhom. Vse vas lepo pozdravljam, še posebej pa v naši vrsti, našega škofa, monsignorja dr. Petra Štumfa, ki je danes med nami in bo tukaj vodil to slovesnost. Prav tako pozdravljam gospoda generalnega vikarja, monsignorja Franca Režonja, diakona Andreja Lažeta, našega dekana Alojzija Kozarja in seveda dobrovniškega župnika Simona Štihca in tukaj na moji strani je gospod kaplan Boris Kučko iz Beltinec. Pozdravljam tudi še posebej vse sestre in med nami je tudi glavna sestra Opatinja, kakor je rečemo mati Katarina. Lepo pozdravljeni, ko ste prišli za to slovesno sem. Prav tako pa tudi vsi, ki ste pri tej sveti maši. Gospod Škof bo daroval sveto mašo za cej, ki tukaj sedaj sveti. Jaz bom daroval za rajnega očeta Janeza in mamo Barbaro Režonja. Ostali duhovniki pa seveda bodo darovali po svojih namenih. Danes je praznik Marije Matere Cerkve, tukaj proščenje. Prav je, da smo se zbrali in da seveda bomo darovali to svetomašno daritev in to slavje. Tukaj ob tej sliki lepo, ki nam kaže tudi Marijo kot Mater Cerkve in seveda to sliko je narisal gospod Kramberger, ki je tudi tukaj med nami. Gospod Kramberger, hvala, da ste to narisali, da sedaj imamo tukaj takšno lepo sliko, pa še kakšno narišite. Ja. In seveda nadaljujemo to mašno daritev, zaresko daritev, Bogu čast, nam pa v veselje in v odrešenje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nam vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi v večno življenje. Amen. Slava Bogu na višava. Slava Bogu na višava in na zemlji mir ljudem.
Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem. Ki odjemneš grihe sveta, usmili se nas. Ki odjemneš grihe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ki sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus svetim Duhom, slavi Boga Očeta. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem. Molimo. Bog Oče usmiljenja, Tvoj edinrojeni sin je na križu pribit svojo mater, devico Marijo, postavil tudi za našo mater. Prosimo, naj se Tvoja cerkev z Marijino pomočjo vsak dan rodovitnejša veseli svetosti svojih otrok in svoje naročje zbere vse družine narodov. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. Bratje in sestre, ko je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca duha svojega sina, ki vpije: Aba, Oče. Potem takem nisi več suženj, temveč sin. Če pa si sin, si tudi dedič po Bogu. To je Božja beseda. Bogu hvala. Slavite Gospoda.
Veliko znamenje na nebu, berilo iz knjige Razodetja. Tedaj se je odprlo Božje svetišče v nebesih in videla se je skrinja njegove zaveze. In prikazalo se je veliko znamenje na nebu. Žena, obdana s soncem in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Bila je noseča in vpila je v porodnih bolečinah in mukah. Še drugo znamenje se je prikazalo na nebu. Glej, bil je velik ognjeno rdeč zmaj, ki je imel 7 glav in 10 rogov in na svojih glavah 7 kron. In njegov rep je potegnil s seboj tretjino nebesnih zvezd ter jih vrgel na zemljo. In zmaj se je vstopil pred ženo, ki je bila na porodu, da bi požrl njeno dete, ki bi porodila. In porodila je moško dete, ki naj bi paslo vse narode železno palico, in vzeto je bilo njeno dete k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je ubežala v puščavo, kjer ima prostor, ki ga ji je Bog pripravil. In slišal se močan glas v nebesih, ki je govoril: zdaj se je uresničilo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga in oblast njegovega Kristusa. To je bila Božja beseda. Bogu hvala. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Poleg Jezusovega križa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopajeva in Marija Magdalena. Jezus se ozre na mater in na zraven stoječega učenca, ki ga je ljubil, te reče materi: žena, glej tvoj sin. Potem reče učencu: glej tvoja mati. In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Spoštovani so bratje duhovniki in drage sestre Klarise, dragi romarji, bratje in sestre. Želja gospoda župnika Robija se bo hitro izpolnila, ko je prosil gospoda Jožeta Krambergerja, da bi še naslikal kako sliko. In po tej pridigi bomo že blagoslovili njegovo novo sliko. In sicer škofa Slomška, ki je izpostavljena tukaj v zakristiji, prekrasna slika tega pastirja Mariborske cerkve. Tako da res Bog plati za ta velik dar tej naši skupnosti tukaj v Turnišču. Ne vem, če ste si kdaj postavili vprašanje, kakšna je morala izgledati Marija po svoji telesni postavi, zunanjem videzu. In vprašanje ni odvečno, ker tudi danes mnogi romajo v Lourdes pa Fatimo samo zato, da bi videli Marijo, da bi mogoče doživeli prikazanje. Tudi množična romanje na Brezje, Medžugorje, Lourdes, Fatimo, Turnišče in marsikdo moški
ženske nosijo v sebi globoko željo, da bi videli Marijo, ker menijo, da bi jih že samo podoba spremenila, predrugačila, utrdila tudi vero. Kakšna naj bi bila Marija? Sveto pismo nam govori o preprosti ženi, enem od izraelskih deklet, ki ni bilo nič posebnega, pač pa takšno kot vsa druga dekleta v Izraelu. Vsekakor je bilo to dekle nekoliko temnejše polti, saj je bila judinja in že pri 13 letih godna za mužitev. Vsi umetniki, še prav posebno na Zahodu, si jo zamišljajo kot lepotico brez kakšne telesne napake. Osebno sem prepričan, da je tako prav, kajti bila je takšna, če je zaverjeti svetopisenskim poročilom in nauku cerkvenih očetov. Kakšna poročila imamo o Mariji, da lahko sklepamo, da je bila lepa žena že po zunanjosti, kaj šele po notranji lepoti. Iz tradicije vemo, da se je rodila staršema Ani in Joachimu v poznih letih, po dolgem obdobju čakanja, upanja in predvsem molitev, kajti Ana je bila neplodna. Za razliko od drugih deklic naj bi bila deležna izobrazbe in naj bi nekaj let preživela v templju kot tista, ki pomaga pri obredih in se posveti molitvi in premišljevanju Božje besede. Cerkveni očete in teološka tradicija pa nam povedo, da je bila Marija brezmadežno spočeta, brez izvirnega greha. Kaj to pomeni? Marija je bila prvi človek, ki je vse življenje živel v stanju raja, kot sta bila Adam in Eva pred grehom. Bila je po telesu in duši sveta že na zemlji. Zato ni razlogov, da bi dvomili o njej, da ni bila popolna, brezhibna, idealna ženska že po svoji zunanjosti. Če sem nekoliko hudomušen, se slovenske lepotice, ki se pojavljajo na naslovnicah in katerih podobe ustvarjajo razna ličila, ne morejo primerjati z Marijo, ki je bila že po svoji zunanjosti, kaj šele po notranjosti, brezhibna in prvi človek, ki je bil vse svoje življenje popoln in brez greha. Da moja razlaga ni tako iz trte zvita, nam to dokazuje prav berilo, ki smo ga pravkar slišali. In sicer berilo iz knjige Razodetja. Apostol Janez, ki je sprejel pod križem Marijo v svojem imenu in v imenu nas vseh, torej vsega človeštva, za mater. Čeprav je Marijo dobro poznal in jo vzel na svoj dom, nam jo v svojem skrivnostnem razodetju predstavi kot ženo, obdano soncem in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Bila je noseča. Mislim, da apostol Janez ni mogel najti boljših izrazov, da bi nam predstavil Marijo. Videl jo je kot ženo, obdano soncem. Sonce je za vse bližnje vzhodne narode pomenilo najvišje božanstvo. Kdor je v soncu, so ti narodi verovali, da je del bogov. Pripada onstranstvu, je kot Bog. Pri Mariji je to potrjeno še s tem, kaj je pod njenimi nogami, kaj je podvrženo in nad čim ima oblast. To je bila luna kot simbol planetov oziroma simbol vesoljstva in vsega ustvarjenega. Marija je torej res del večnosti, o čemer pričuje tudi venec zvezd okrog njene glave. Da ne gre pri tej upodobitvi oziroma viziji za neko statično podobo iz preteklosti, ampak za nekaj živega, pa govori dejstvo, da je bila noseča. Ona ni mrtva podoba, ampak je prinašalka življenja,
podobljena kot mati, ki bo vsak hip rodila. Kot sami dobro vemo, tukaj ne gre za običajno rojstvo, ampak za rojstvo samega Boga, našega odrešenika Jezusa Kristusa. Knjiga Razodetja govori še o drugem znamenju, ki se je pokazalo, ognjeni rdeč zmaj, ki je svojim repom seboj potegnil tretjino nebesnih zvezd in jih vrgel na zemljo. Marija je podoba cerkve. Vendar cerkvi grozi zmaj, hudobni duh, ki jemlje cerkvi nebeški sijaj in ga meče minljivost tega sveta. Cerkev je v nenehnem boju med svetostjo in zlom. Na vsak način se zmaj hoče vriniti v cerkev in jo napraviti za zgolj človeško ustanovo, ki ima enake skrbi, kot jih ima ta svet, pridobivanje, trženje, lobiranje in še kaj. Zmaj vdira v cerkev zelo različno, enkrat kot preganjalec, drugič kot dobrotnik. Kot preganjalec zmaj nima dosti uspeha, ker preganjanja cerkev krepijo in očiščujejo. Ko pa zmaj pride kot dobrotnik, cerkev to lahko hitro spregleda in postane brezbrižna do evangelija in na neprimeren način išče sredstva za delovanje. Niti se ne zave, kdaj se v njej pojavi greh, ki si obeta korist. Temu rečemo tudi lobiji. Papež Benedikt XVI je opozarjal, da cerkev sedaj ne ogrožajo zgolj zunanji sovražniki. Najhujša nevarnost za cerkev prihaja iz nje same. Tudi papež Frančišek je lansko leto v Braziliji priznal, da so lobiji znotraj cerkve zanjo prava katastrofa. To so skupine vseh vrst ljudi, ki preprosto niso pošteni. Skrivajo se lahko za svojo vero, lahko celo za duhovništvo ali celo za škofovstvo. Mislijo, da jih pripadnost cerkvi ščiti in dovoljuje tudi nemoralna dejanja. In to cerkvi povzroča porodne bolečine. In cerkev prav to sedaj v teh letih, v tem obdobju doživlja. Zmaj hoče uničiti Jezusa in ga pregnati iz cerkve in iz tega sveta. Zmaj dobro ve, da je Jezus premagal smrt in pekel, ker je vstal od mrtvih. Zmaj, hudobni duh, dobro pozna nebesa, ker nekoč je bil tam, kot najlepši od nadangelov, ki je bil Bogu najbližji, tudi postal je ljudem nevoščljiv. Bog nas je namreč ustvaril kot svoje Božje otroke. In opuh je tega nadangela spremenil zmaja, ki si prizadeva, da nebes mi, ljudje, ne bi nikdar dosegli. Že sveti Avguštin je dejal, da izven cerkve ni rešitve, kajti samo cerkev je varuhinja sakramentov, ki so vidno znamenje vidnega delovanja Boga v nas. In Kristus je dal učinkovita sredstva, ki nam pomagajo do večnega življenja v nebesih, samo v cerkvi. In zmaj, hudobni duh, to dobro ve. Zmaj se ne boji naše vere, kajti tudi on veruje, saj pozna Boga neizmerno bolj kot mi. Z razliko od nas pa zmaj ni sposoben ljubiti in ni sposoben biti pošten. In predpogoj za vero je poštenost. Danes ni več pomembno, ali sem na levem ali desnem političnem polu. Pomembno je samo to, ali si pošten ali nisi pošten. Tukaj je vsa naša drama. Kdor veruje in ni pošten, je izdajalec Jezusa Kristusa, je Juda Iškariot. Marija je veliko znamenje rešitve. Bog jo je ogrnil svojim plaščem, soncem, svojim dostojanstvom. Bog sam je njeno oblačilo. To je dar in milost. Pri krstu smo bili odeti v posvečujočo milost. V nas so že bile posajene kali večnosti. Smrt je samo preoblačenje v oblačilo večnosti. In tega oblačila moramo biti vredni.
Tisti, ki to zapravi, izgubi sebe. Marija je zato znamenje vseh, ki iščemo načine, kako si pridobiti primerno obleko večnosti. Ko se pojavi Marija, ljudje zaznajo Boga. Tam je veliko luči, svetlobe, odsotnosti teme in greha. Marijina svetišča so kraji luči in svetlobe. Pri Mariji dobivamo razsvetljenje in postajamo luč za druge. Že stari cerkveni očetje so trdili, da je Marija morska zvezda, ki človeštvu pomaga pri orientaciji k Bogu. Marija je močna kakor vojska, ona je zmagovalka nad hudobnimi duhovi. Devica Marija je močna zaradi svoje brezmadežnosti in božjega materinstva. Pred njo so tudi peklenske sile ustavijo poražene in strte. Povsem logično je opozorili nekega gospoda iz našega javnega družbenega življenja, ki ga je pred nekaj dnevi izjavil na televiziji: dokler bodo napadali cerkev, bo v Sloveniji hudo narobe in se bo nič obrnilo na bolje. Slovenci smo Marijin narod in samo kot Marijin narod lahko obstanemo. Ni druge možnosti. Marija je z nami v cerkvi in nikakor zunaj cerkve. In kje bi potem lahko bili mi, njeni otroci? Zunaj cerkve. Tam zunaj ni varnega prehoda na nebes. Zunaj cerkve je vse majavo, trhlo in nevarno. Tam zunaj ni poti do rešitve. Tam zunaj rjove hudi duh, ki je zaradi ošabnosti izgubil svoj obstoj v Bogu in sedaj besno in panično išče možnost obstoja v ljudeh. Brez ljudi hudi duh nima smisla, ne obstoja. Zato se vzpenja do naših duš, da bi nas požrl. Apostol Peter je namreč v prvem pismu zapisal: trezni bodite in budni, kajti vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Kako varno je biti v cerkvi, kjer Marija tiho ustvarja vzdušje topline, miru in molitve. Pri tem nam Marija odpira oči, da lahko v cerkvi zaznamo duha tolažnika, ki ga svet ne more prijeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Mi ga pa poznamo, ker smo ga prijeli pri krstu in sveti birmi. Poznamo ga, ker ostaja pri nas. In Jezus nas ni zapustil, da bi ostali kot sirote na zemlji. Skrb za nas je prepustil svoji materi Mariji, ki nas spodbuja, da zaupamo Svetemu Duhu, da se predamo njegovi tolažbi in njegovemu vodstvu. Marijina skrb se torej ujema skrbjo njenega sina. In to je skrb za nas, za zveličanje vseh ljudi. In ko molimo rožni venec, spletamo zelo močno in varno ograjo na tej poti vere, da se lahko prijememo tudi v najhujših viharjih. Kdor moli rožni venec, ne skrene z te poti, ki vodi v nebesa. Jezus in Marija, mati cerkve, usmilite se nas in nam pomagajte, da bomo tudi tukaj v Pomurju, v naši soboški škofiji oziroma v vsej Sloveniji stali in obstali v katoliški veri in v katoliški cerkvi in tako srečno dospeli v domovino, ki je v nebesih. Marija, mati cerkve, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. Amen. In sedaj sledi blagoslov Slomškove slike, ki jo je naslikal gospod Jože Kramberger, in naj nam bo, njemu, njegovi družini, gospoženi Jožici in vsej naši skupnosti, vsem romarjem tukaj, tudi tam, slika v opomin in pomoč, da je Slomšek kot škof tudi naš priprošnik pred Bogom za svetlo prihodnost našega naroda in tudi priprošnik vsakega od nas v zadevah
našega srca, našega življenja. Molimo. Poveličujemo te, Gospod, edino ti si sveti, iz usmiljenja do nas je poslal na svet svojega Sina, Jezusa Kristusa, začetnika in dopolnitelja vse svetosti. On je poslal na porajajoče se cerkev duha tolažnika, glas, ki neizrekljivo uči skrivnost svetosti, šum, ki je hkrati močan in mil, ogenj, ki srca verni žge v ljubezni, Božje seme, ki rodi obilne sadove milosti. Tebe torej, Gospod, danes poveličujemo. Z darovi istega duha si obogatil blaženega Antona Martina Slomška, čigar čas smo pripravili to podobo. Naj hodimo po Gospodovih stopinjah in posnemamo zgled blaženega Slomška, da tako pridemo do popolnega človeka, do svoje polne doraslosti v Kristusu. Naj z besedo in zgledom oznanjamo evangelij in se ne obotavljamo dati zanj tudi svoje življenje. Naj vzamemo vsak dan Gospodov križ in se žrtvujemo v službi tebi in bratom. Naj izpolnjujemo dolžnosti v človeški družbi, jo prepojimo s Kristusovim duhom in se oziramo kvišku proti nebesom, kjer nas ti, Oče, sprejmeš kraljestvo svojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Vsemogočni Bog, prosimo te, blagoslovi to podobo, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. In vsaka slavnega, mi zemlja in nebo, in vsaka slavnega. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek, bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je v mrtvi stal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi, in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca, in Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Devica Marija, ponižna dekla Gospodova, poveličena z dušo in telesom nad angelske zbore kot dobra mati, vedno skrbi za nas, svoje otroke. Zato z upanjem prosimo Gospoda. Danes na praznik Device Marije naj se utrdimo v vsej cerkvi v hrepenenju po Božjih darovih in po veličanju v nebeški slavi. Prosimo te, usliši nas. Vsa ljudstva in vsi ljudje naj vedno bolj cenijo duhovne vrednote in si zanje prizadevajo. Prosimo te, usliši nas. Nebeška mati naj nam pomaga, nas tolaži in vliva upanje vsem, ki na zemlji trpijo zaradi bolezni, krivic in pomankanja. Prosimo te, usliši nas.
Današnji praznik Marije Matere Cerkve naj nas spodbuja k večji zvestobi Kristusu in Božji besedi. Prosimo, da usliši nas. V naših srcih naj vedno bolj raste zaupanje v Marijino priprošnjo in volja po posnemanju njenih kreposti. Prosimo, da usliši nas. Sveti Bog, mater svojega sina in našo mater si poveličal zaradi njene zvestobe tvoji volji. Usliši naše prošnje, da bomo vedno bolj zvesto hodili po poti njene neizmerne ljubezni, naproti Jezusu, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvalo in čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, sprejmi našo daritev in jo spremeni v sakrament odrešenja. Njegovo moč in ljubezen Device Marije, Matere Cerkve, naj nas ravzname, da se bomo z njo tesneje združili pri odrešitvenem delu, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kviško srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodoben je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, in te obščečene Device Marije poveličujemo.
Marija je tvojo besedo sprejela z brezmadežnim srcem, jo spočela v deviškem telesu, rodila stvarnika in skrbela za prve začetke cerkve. Pod križem je dobila oporoko Božje ljubezni in za svoje otroke sprejela vse ljudi, ki so bili s Kristusovo smrtjo prerojeni za večno življenje. Ko so apostoli pričakovali tvojega obljubljenega duha, je svoje molitve pridruževala prošnjem učencev in tako postala vzornica cerkve, ki moli. Povišena nebeško slavo z materinsko ljubeznijo spremlja potujočo cerkev in dobrotno varuje njene korake na poti v domovino, dokler ne pride Gospod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno pojemo. Svet, vrni splata, ti prihajaš na oltar, moli rajska te višava, služi svetstvo ti narava, za Gospod nebesnih čet. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vira. Smrt odznanjamo, Gospod, in Tvoje stajenje slavimo, dokler ne prideš s nami. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so mali v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmiri se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, za apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Z Gospodovo molitvijo počastimo nebeškega Očeta, saj je ustvaril prelepo mater svojemu sinu Jezusu Kristusu, Marijo, ki je tudi naša mati in ki je tudi naša priprošnica pred njegovim obličjem. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nam vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Tvoja mati nas spremlja na poti življenja, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodo, mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir, zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Glejte Jezusa, jagnje Božje, on odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Molimo. Dobri Bog, prijeli smo poroštvo odrešenja in življenja. Naj Tvoja cerkev ob Marijine materinski pomoči vsem narodom prinese evangelsko oznanilo in svet napolni z darovim Svetega Duha. Po Kristusu našem Gospodu. Ob priložnosti proščenja tukaj v kleriškem samostanu Marije Matere Cerkve se zahvaljujem našim sestram klerisam, ki tako rekoč noč in dan že 2 leti molijo tukaj za nas v tej duhovni ambulanti, nas sprejemajo z gostoljubno držo, gesto, najprej molitve, tudi sestrinskega pogovora in pa seveda drugih oblik podpore za dušo in tudi za telo. Vsem, ki ste jim v teh dneh oziroma mesecih, pa tudi letih, duhovno, materialno pomagali oziroma sodelovali tudi pri obnovitvenih delih, tukaj v tej kapeli, samostanu, na dvorišču oziroma pri klauzurnem zidu. Prav lep poklonaj. Gotovo so to biseri, ki nastajajo v nebesih za vsakega od vas, ta dobra dela in milosti že tukaj na zemlji. Tako da Bog živi še na mnoga leta, naše sestre Klarise, tukaj v Turnišču in pa seveda še obilje moči za molitev za vse nas. Bog blаг. Bog povrni vam, gospodčko, ker ste nas sem povabili. Bog povrni domačemu župniku, ki je zelo veliko naredil, da smo ta samostan mogli obnoviti, in vam vsem, hvala vam vsem, duhovniki in gospodu diakonu, hvala vam, dragi brati in sestre, vsi ste naši veliki dobrotniki. Veseli smo vseh, ki prihajate z nami častiti Gospoda in se izročati nebeški materi, da lahko bogatite krajevno cerkev. Hvala vam, gospod Kramberger, za to upodobitev Marije Matere Cerkve in Blaženega Slomška. Marije, pomagaj, ki vas tu gleda z naše strani, in pa vseh podob, ki krasijo Nazarsko kapelo. Torej vse nam je gospod Kramberger podaril. Bog ve, koliko je tu skritih ur dela. Hvala vsem za vse. Naj vam Gospod povrne po Marijini prepravščini s svojimi milostmi in blagoslovom. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Bog vsemogočni Oče naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Sinu Deviške Matere Marije. Amen. Ona je rodila začetnika življenja, njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Amen.
Vam in vsem, ki danes praznujemo Marijo Mater Cerkve, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala.